Profesor Kotnik, vaša raziskava strele kot naravni mehanizem prenosa genov je bila s strani Univerze v Ljubljani izbrana med 10 najboljših, najodmevnejših v letu 2014. Zdi se, da je to dokaj nenavadna tema in tudi za koga presenečenje, ker ste le profesor na fakulteti za elektrotehniko. Pa vendarle, profesor Kotnik, kako si razlagate ta izbor? Ja, po mojem je šlo za eno kombinacijo dejstva, da so raziskave z tega področja nastanka razvoja življenja že v splošnem so zanimive, tudi širši javnosti. Pa dejstva, da sem to študijo objavil v dokaj precej čislani znanstveni reviji. Da so mi jo pa tam recenzenti pa potem še uredniki sprejeli, je pa, vsaj upam, tudi odsev dejstva, da sem ta članek pisal eno dobro leto, pa ga potem še eno leto pilil, preden sem ga oddal v recenzijo. Zdaj seveda danes vidim, da bi se ga dalo še marsikje dodelati, zboljšati, spremeniti, ampak tega ni nikoli konec, tako da to bo pač časoma kak nov članek. No, osredotočiva se zdaj kar na vašo temo, oziroma temo vaše raziskave. Raziskujete eno od možnih oblik horizontalnega prenosa genetskega materiala, zlasti med mikroorganizmi, ki so ga prispevale strele. Ste znanstvenik, ste raziskovalec laboratorija za biokibernetiko na fakulteti za elektrotehniko, pa vendarle, kako ste sploh prišli na to zamisel? Jaz sem po izobrazbi delno tehnik, delno naravoslovec in včasih sem tudi rad programiral. Jaz sem se navajen vprašati, ali bi se dalo nekaj doseči na preprostejši način. In če pogledamo biološke načine prenosa genov med organizmi, so ti zelo zapleteni. Recimo zato, da ena gram negativna bakterija potegne vase iz okolice molekulo prosto plavajoče DNA, potrebuje 18 različnih proteinov, nekatere v več kopijah. Eni se morajo vgraditi v njeno steno, eni v notranjo membrano, tretji spet v zunanjo membrano, na točno določena mesta se potem na pravilen način povezati med seboj. Vse to je potrebno, da to molekulo DNA potegne vase. Nasprotno so pa metode, ki jih za vnos genov uporabljamo v laboratorijih, so pa vse fizikalne. Nihče zato ne uporablja proteinov, tako kot denimo proteine uporabljamo za podvajanje molekul DNA z metodo PCR. Za umetni prenos genov dolgo so uporabljali drobne steklene kroglice, ki so jih dodali mikroorganizmom, pa potem tako precej divje stresali, da se je nekaj organizmov čisto raztrgalo, iz njih se DNA potem izdila. Nekaj se jih je pa ravno toliko poškodovalo, da je DNA lahko vstopila, ampak so potem to preživele. In so okrevale te organizme. Zdaj, naravna analogija, torej kako bi lahko taka zadeva potekala v naravi, je pesek, recimo, ki se vrtinči v vodi, ko valovi udarjajo v obalo. Druga metoda, ki so jo preizkušali tudi v laboratorijih, je bilo zmrzovanje in spet odmrzovanje blizu temperature zmrzlišča. Tudi to nekatere organizme uniči, tako da se iz njih izloči DNA, druge poškoduje ravno dovolj, da nekaj DNA vstopi in preživijo. To bi bila pa naravna analogija, recimo nekje v polarnih morjih, ob področjih večnega ledu, kjer se ta ledena fronta izmenično malo napreduje in se spet umika. Ampak v zadnjih 30 letih je v laboratorijih sta ti dve metodi prenosa genov praktično zamrli, kot bolj učinkovita ju je izpodrinila elektroporacija, ki jo pa dosežemo tako, da organizme izpostavimo enemu zelo kratkemu, ampak zelo močnemu električnemu pulzu. To v njihovih membranah, lahko pa tudi v stenah, recimo pri bakterijah in algah, ki imajo steno, ustvari mikroskopske luknjice, pore, zato ime je elektroporacija. In DNA potem vstopa skozi te pore, ki se s časoma tipično v nekaj minutah potem zaprejo. Elektroporacijo organizmi lažje preživijo, oziroma v večjem deležu kot tako pretresanje s steklenimi kroglicami ali pa zmrzovanje, ker ti zadnji dve metodi v membrani praviloma ustvarita neke raztrganine. Elektroporacija pa ustvari pore, ki so bolj kompaktne, manjše, manj podolgovate in se lažje zapirajo. To poveča verjetnost preživetja organizma po vnosu DNA. In če še tu pogledamo, kaj bi lahko bil nek naravni ekvivalent, so pa to nevihte, strele, ki udarjajo v zemeljsko površje, več kot 3 milijarde na leto jih udarjajo. Ja, kakšni načini oziroma kakšni mehanizmi prenosa genov pa so se pojavili v
različno v različnem času biološke evolucije? Biologija v splošnem pozna 3 mehanizme. Konjugacijo, kjer si dva organizma izmenjata del svojega genoma, potem naravno kompetenco, ki sem že omenil, to je pojav, ko organizem potegne vase prosto plavajoča DNA iz okolice. Še tretje je pa virusna transdukcija, ko virus zapusti okuženo celico, pa pri tem odnese s seboj košček njene DNA in potem, ko okuži drugo celico, vnese ta košček vanjo in če celica potem to okužbo preživi, potem v njej in njenih potomkah ostane in se izraža, deluje ta DNA tudi. Lahko nam nadrobneje pojasnite omenjene mehanizme, tako konjugacijo, naravno kompetenco in virusno transdukcijo? Ja, naravna kompetenca je omejena z tega vidika, da mora tako tista bakterija, ki DNA daruje, kot tista, ki jo prejema, vzame vase, sintetizirati vrsto enih proteinov, ki jima vsi skupaj omogočijo, da se najprej povežeta z enim takim tunelčkom, potem ena skozi ta tunelček seže s takim posebnim bičkom, zagrabi kos DNA te druge bakterije, ga potegne vase, potem se mora pa še ta tunelček na tak način zapreti, da pri tem ne steče kaj dosti notranje vsebine bakterij v okolico, da bi to smrtno poškodovalo. Nekatere bakterije so tega zmožne, ampak zdaleč ne vse. Tako da po drugi strani pa horizontalni prenos genov, z uveljavljeno angleško kratico, dostikrat rečemo HGT, je pa zelo razširjen. So ga zaznali praktično v vseh deblih in bakterijskega in arhejskega kraljestva. Potem druga možnost, kako lahko prihaja do HGT med temi organizmi, je naravna kompetenca. To je ta že omenjena, tu je proteinska ta mašinerija še tudi zelo kompleksna, mogoče še bolj. Njeno delovanje mora biti tudi časovno, ne samo krajevno zelo usklajeno. In spet nekatere bakterije, tudi nekatere arheje so naravno kompetentne, ampak zdaleč ne vse. Torej spet tudi z naravno kompetenco ne moremo razložiti vsega znanega HGT. Virusna transdukcija je pa še bolj omejena, ker posamezna vrsta virusa praviloma okužuje samo posamezno vrsto organizmov. Pri bakterijah včasih celo posamezni virus okužuje samo en sev znotraj ene bakterijske vrste. Zato se bakterijski virusi, bakteriofagi recimo celo uporabljajo namensko, če želimo iz mešanice sevov ene bakterije, recimo sevov Escherichia coli, želimo izločiti, uničiti posamezen sev, recimo Escherichia coli K12, potem lahko to naredimo tako, da dodamo bakteriofagen virus, ki okuži samo ta sev, samo K12 in ta sev na ta način uničimo, ostali pa ostanejo. Skratka, poanta te zgodbe je, da transdukcija lahko razloži, zakaj je znotraj posamezne bakterijske vrste precej raznolikosti genske, predvsem pri tistih genih, ki niso bistveni, so manj pomembni. Ne more pa razložiti prenosa genov med bakterijskimi debli ali pa recimo z bakterij na arheje ali pa obratno, kaj šele prenosa z bakterij ali pa arhej na evkariote, ki ga pa tudi vedno več odkrivamo v naravi. No in zdaj smo prišli do teorije, po kateri naravnemu horizontalnemu prenosu genetskega materiala poleg 3 prej že omenjenih, priznanih in raziskanih biokemičnih mehanizmov, o katerih ste seveda nam pojasnili, ste govorili, prispeva tudi prehajanje dezoribonukleinske kisline, imenovane DNA, v celice in iz njih zaradi elektroporacije celične membrane in te povzročajo nevihte. No, zdaj pa vas res prosim, da nadrobneje razložite ta mehanizem. Ja, najprej moramo razumeti strelo. Ko nevihtna strela vstopi v tla, torej bodi si v neko vodno okolje, tega je 3/4 zemeljske površine ali pa v trdna tla, se potem od te točke električni tok razširja v stran in navzdol. Če tu vstopi takole, in s tem gostota toka upada približno s kvadratom razdalje od te točke vstopa. Te gostoti toka pa sorazmerna tudi jakost električnega polja, ki jo tam ustvari ta tok in ki lahko povzroča elektroporacijo. V laboratorijski elektroporaciji, ko jo uporabljamo za prenos genov, natančno zberemo, nastavimo tisto jakost polja, pri kateri imamo želeni učinek, torej recimo izločanje DNA ali pa pri nekoliko nižji jakosti optimalni vnos DNA. V naravi pa ta jakost od tiste točke vstopa, kjer je zelo visoka, upada zvezno in je na tak način nekje
dosežena ravno taka jakost, ki je prava za izločanje, malo bolj stran pa taka jakost, ki je ugodna za vnos DNA. Tak vnos, da organizmi potem preživijo in so genetsko transformirani. Če govorimo o udaru strele v naravi, kar povzroča elektroporacijo celične membrane, je smiselno pojasniti tudi, kako se strela obnaša recimo v različnih medijih. V morju, kot v slani vodi, v stoječi vodi jezero, v tekoči vodi reka in tako naprej. Kaj lahko pa rečete o tem? Slana voda je zelo dober električni prevodnik. Tok nevihtne strele je pa ni prav dosti odvisen od prevodnosti tal, v katero vstopa strela, zato ta praktično enak tok strele, če vstopi v slano prevodno vodo, povzroči manjšo jakost električnega polja, kot pa v manj prevodnih okoljih, recimo v sladki vodi ali pa v prsti. Zato sta v slani vodi tudi področji, kjer pride do izločanja DNA, pa malo bolj stran do vnosa DNA, sta manjši. Tipična strela, recimo v morski vodi, povzroči iztekanje DNA v nekaj litrih, najbližje točke vstopa strele, torej v tistih organizmih, ki so tam v teh nekaj litrih, v nekaj 10 litrih, malo bolj navzven, pa povzroči dovzetnost na vnos DNA. Kaj pa zemlja? V prsti ali pa v sladki vodi sta pa ti območji približno en velikosten razred večji. Torej, recimo v nekaj 10 litrih vode ali pa prsti DNA iz organizmov predvsem izteka, potem pa v dobrih 100-150 litrih prostornine vode ali pa prsti malo bolj stran, pa so organizmi dostopni za vnos DNA za genetsko transformacijo. Zdaj, tipično je v naravnih vodah, tako slanih kot torej morskih kot sladkih, je reda velikostnega 100 milijonov organizmov, mikroorganizmov na liter, kar v grobem pomeni, da ob udaru ene posamezne strele dobimo stotine milijonov organizmov, iz katerih izteka DNA, pa milijarde organizmov, ki so dovzetni za vnos vstop take DNA. Strel pa je, kot rečeno, na leto na zemeljsko površje udari približno 3 milijarde, dobre 3 milijarde, od tega približno polovica v vodno okolje. No, potrditev omenjene teorije preizkušate tudi v laboratoriju. Zanima me, kako ustvariti pogoje, ki bodo enakovredni ali pa primerljivi s tistimi v naravi. Kako boste kontrolirali pogoje, o katerih sva prej govorila, ki jih nahajamo v naravi sami? Ja, bistveno je, da je časovni potek električnega toka, torej krivulja spreminjanja tega toka s časom, da je taka kot pri pravi nevihtni streli. To je ključno. To je približno rast z ničle do maksimuma v približno 5 mikrosekundah, potem pa postopno eksponentno upadanje te jakosti s časovno konstanto približno 75 mikrosekund. To pomeni po domače, da se na vsakih 100 mikrosekund jakost tega toka v amperih prepolovi. Da je jakost tega toka v laboratorijski komori v celoti manjša kot pri naravni streli, ni bistveno, zaradi tega, ker komore načrtno zasnujemo tako, da se tudi v njih tok potem, ko vstopi prek zraka, skozi zrak v vzorec, da se potem radialno širi. To se pravi, da razširja, torej tudi v takih vzorcih potem njegova jakost zvezno upada. To dosežemo praviloma tako, da je ta ozemljitvena elektroda, v katero teče tok, ko teče skozi vzorec, je bodisi obročasta ali pa taka polkrogeljna lupina. In na tak način, recimo, če uporabimo mi tok 300 amperov namesto 30 kiloamperov, to zgolj pomeni, da enaka gostota toka, enaka jakost električnega polja, kot je pri naravni streli dosežena centimeter od točke, 10 cm od točke njenega vstopa, jo imamo tukaj pač centimeter od točke vstopa. Torej, v taki komori so organizmi, ki so centimeter stran, izpostavljeni enakim pogojem približno, kot so pri naravni streli 10 cm stran. To velja ne samo za električne pogoje, smo bili pozorni tudi na to, podobno je navzdol skaliran tudi zvočni udar, ki nastane v taki miniaturizirani razelektriritvi, tudi tako pri naravni streli kot pri taki njeni emulaciji je to po svoji naravi tlačni val in je podobno navzdol skaliran. Seveda je pa pomembno še, da so poskusi tudi sicer čim bolj verodostojni, avtentični, pristni. Če izpostavimo emulaciji strele v komori, recimo 2 organizma v vodi, pa preučujemo iztekanje DNA iz enega takega organizma
vnosu drugega, je bistveno, da uporabimo dva organizma, ki naravno živita v vodnem okolju, ki sta tam lahko izpostavljena udaru strele, to se pravi, morate živeti v nekih površinskih vodah. Če delamo poskus v prsti, je smiselno je prav vzeti dva organizma, ki naravno živita v prsti in tako naprej. V nekem bolj preprostem poskusu, če recimo k bakteriji kar dodamo umetno ekstrahirano DNA, je pa pomembno, da spet prvič, če je ta bakterija v nekem mediju izpostavljena, da je to tisti medij, v katerem ta bakterija tudi naravno živi. Pa drugič, da je ta dodana DNA naravna, taka, ki bi tudi v naravi lahko prišla do te bakterije, ali pa vsaj, da ni umetno spremenjena. V laboratorijih pogosto DNA umetno spremenijo ravno zato, da zboljšajo, povečajo učinkovitost njenega vnosa, ampak take obdelave v naravi ni, zaradi tega se moramo, če želimo pristen poskus, temu izogibati. Ja, vaša teorija elektroporacije je že seveda in tudi utegne še bolj spodbuditi pozornost drugih vej znanosti, recimo mikrobiologije. Lahko utegne tudi doprinesti boljši razlagi evolucijske teorije. Vsekakor je to del evolucije, ampak je pa treba poudariti, da predvsem evolucija enoceličarjev. Pri večceličnih organizmih se HGT, horizontalni prenos genov, lahko deduje samo, če ti geni vstopijo v spolno celico. Torej v tak spermij ali pa jajčece, ki se potem pri oploditvi združita, ali pa če vstopijo v zigoto, torej že oplojeno jajčece. To je potem res genska transformacija, v smislu, da se prenaša na potomce. Nasprotno pa, če pride do vnosa genov v neko telesno celico takega večceličnega organizma, se pa ti vneseni geni sicer načeloma lahko potem v tej celici izražajo, ampak se ne prenašajo na potomce tega organizma, zato za vrsto, za evolucijo tak HGT ni relevanten. Mogoče še to, malo podrobneje o HGT-ju pri enoceličnih organizmih, še dobro desetletje nazaj je veljalo večinsko mnenje, da ta HGT poteka samo med celicami brez jedra. To se pravi med prokarioti, to so bakterije, arheje. Ampak zdaj pa skoraj vsak mesec objavljen kak znanstven članek o novem zaznanem prenešenem genu, vnešenem tudi v enoceličnih eukariotih, torej takih organizmih, ki imajo svoje DNA shranjeno v jedru. Tega je manj, ampak so nekateri ti geni, ki so prenešeni iz bakterij ali pa arhej, so zelo pomembni v teh enoceličnih eukariotih, lahko dajo takemu organizmu neko bistveno prednost pred sorodniki, recimo z možnost razgradnje nekega strupa, ki jo imajo sicer samo bakterije. In potem tak organizem lahko preživi tudi v nekem okolju, kjer je ta strup prisoten. To je tipičen primer evolucije, prilagojenost na bivalno okolje. Ja, teorijo ste objavili tudi v ugledni reviji Physics of Life Review, kar je imelo seveda tudi velik odmev. Profesor James C. Weaver z MIT-ja, inštitut Massachusetts Institute of Technology, je postal zelo pozoren na ta članek in ga zelo ugodno ocenil. Ste bili zato presenečeni? Ja, pri interdisciplinarnih raziskavah je pogosto tako, da te nihče nima čisto za svojega, da mnogi te gledajo po strani, se sprašujejo, je to, kar delaš, res prava znanost. Recimo v tem konkretnem primeru za biologe HGT pomeni konjugacijo, kompetenco, transdukcijo. To je to. Če omeniš nevihtne strele, potem eni rečejo, da je to predaleč od njihovih znanj, da ne morejo soditi, ker je to fizika, drugi pa kar razglasijo, da je to nemogoče. Potem greš pa do fizikov, pa rečejo, da oni ne morejo o tem soditi, ker je to biologija. In tako sem imel tudi z recenzenti tega članka kar nekaj takih težavnih pogovorov. Profesor Weaver se pa na MIT-ju že več desetletij raziskovalno ukvarja ravno s tem stičiščem med tehniko, fiziko, biologijo. Je tudi pri raziskavah elektroporacije kot pojava je bil pred več kot 30 leti med pionirji. Tako da je, ko je prebral ta moj članek, prepoznal je nekaj novega, neko vrednost in je to tudi napisal, objavil kot komentar potem v tej reviji. Zdaj, verjetno, objektivno, da je moj članek vzel resno, da ga je prebral od začetka do konca, je mogoče malo pomagalo tudi to, da sva se nekajkrat prej že srečala na raznih mednarodnih znanstvenih konferencah, da sva poslušala drug drugega na
predavanja. In na tak način dokaj zlahka hitro ugotoviš, kdo zadeve razume, kdo pa, kako rečemo po domače, naklada. Ja, kakšni so bili pa odzivi tudi v drugih okoljih, recimo predvsem v slovenskem? Ja, različni. Tudi tu v Sloveniji imam vtis, da so biologi sprva pretežno zadržani. Se jim zdi to, da bi imeli nevihte lahko kaj z evolucijo, tako na prvo žogo se jim zdi to zmešano. Ampak po drugi strani je pa ta ista biologija danes splošno priznava veljavo poskusa Stanleya Millerja iz leta 1953, ko je ta zmešal nekaj osnovnih anorganskih snovi, pa jih je potem segreval, ohlajal, pretakal, obseval in, to je pomembno, izpostavljal razelektriritvam in je tako dobil vrsto organskih snovi. In glede tega Millerjevega poskusa se danes bolj ali manj vsa znanost strinja, da je pokazal, vsaj v principu, da so bile tudi nevihtne strele pomembne za nastajanje organskih molekul, ki so danes gradniki živih organizmov. Je pa res, da je tudi v tem primeru, da je trajalo nekaj desetletij, preden so to široko sprejeli. Podobno je tudi z uporabo elektroporacije v medicini. Recimo pri vnosu kemoterapevtikov v kožne in podkožne tumorje je danes to tako imenovana elektrokemoterapija se uporablja že širom sveta, obstajajo objavljeni so tudi standardni klinični protokoli, ampak to je danes. Še pred 20 leti so bila pa razvijalcem elektrokemoterapije vrata v najboljše onkološke revije pretežno so bila zaprta. Praktično, če je kdo poskusil tja objaviti, poslati objavo nek svoj članek, neko svojo raziskavo, je bila velika verjetnost, da bo vsaj en recenzent, zdravnik zahteval zavrnitev take objave z trditvijo, da je to neka alternativna medicina ali pa da je sploh čisti nesmisel. Se pravi, tudi v klinično prakso samo, ne? Ja, tudi sprejemanje takih novih pristopov je zelo počasen pristop, traja leta ali pa celo desetletja. Vaša raziskava sodi v polje bazičnih raziskav. Te so, kot vemo, in imajo vedno prej ali slej tak ali pa drugačen aplikativni učinek. Profesor Kotnik, tu ne bi želela vsega zreducirati zgolj na trenutno naravnanost ali pa favorizacijo raziskovalne politike na aplikativnost v raziskavah, pa vendarle, utegne prihodnosti imeti vaša raziskava vpliv v medicini, farmaciji, pa morda še kje drugje, ste kaj razmišljali o tem? Ja, tu jaz ne želim zavajati. Danes mnogi trdijo, da je znanost upravičena samo, oziroma vsaj njeno financiranje, javno financiranje, če ima neposredno uporabno vrednost za gospodarstvo ali pa za medicino. Horizontalni prenos genov deluje, kot že rečeno, predvsem med enoceličnimi organizmi, torej neposredno na ljudi nima vpliva. Vpliva posredno, recimo odpornost bakterij na antibiotike je v veliki meri posledica HGT, tako da z raziskovanjem mehanizmov takega prenosa genov bolj razumemo to odpornost, to je pomembno za medicino, za farmacijo, ampak tudi v tem primeru konkretno nevihte niso tu na osrednjem mestu, v bolnišnicah, kjer je največ te bakterijske odpornosti, strele ne udarjajo. Potencialno bi lahko tiste strele, ki udarijo v neke odprte greznice, na pognojene njive, kjer je ogromno različnih mikroorganizmov, bi lahko okrepile prenos genov, med njimi prispevale k temu in s tem k odpornosti njihovi na antibiotike. Recimo pri organizmih, ki okužujejo živino ali pa ptiče, pa bi mogoče to lahko imelo potem pomen za živinorejo, veterino. Ampak še enkrat, ne želim zavajati, v splošnem je tako, da je preučevanje mehanizmov prenosa genov, tudi takih nevihtnih, to je temeljna znanost. Tako kot vse druge raziskave, načeloma v začetku razvoja življenja, pa recimo fizika osnovnih delcev ali pa astrofizika. Pri vseh teh gre bolj za to, da želimo razumeti naš svet, kot pa da bi iskali neko dobičkonosno uporabo. Zdaj, z določenega vidika je, mislim, da je razumljivo, da želi politika biti všečna davkoplačevalcem, da želi financirati kvečjemu take raziskave, ki imajo takojšnjo uporabno vrednost. Ampak če bi na vse to gledali tako, jaz mislim, da je to kratkovidno, če bi gledali tako in bi temeljno znanost opustili, potem recimo danes ne bi razumeli že, če smo pri tem evolucije, zaradi česar ne bi razumeli tudi ekologije. Ekologija in evolucija sta zelo tesno povezani. Ne bi razumeli kvantne fizike, zato ne bi imeli nobene digitalne naprave, ne bi razumeli relativnostne teorije, pa zato ne bi imeli
navigacijskih satelitov, ne bi razumeli recimo praštevil, pa zato ne bi znali enkriptirati podatkov. Še marsičesa mislim, da ne bi imeli, brez česar si danes težko predstavljamo to naše sodobno življenje. Tako da jaz vseeno srčno upam, da tudi temeljnih raziskav ne bomo čisto opustili.